gremo na romski dan. Evo ga. Pa je bomo jedli in plesali in snubili dekleta, poslušali glasbo, bajena bojo tudi šlogali. Kaj pomeni današnji dan tukaj? Za mene pravzaprav pomeni neko promocijo romske kulture, informativne dejavnosti, literarne dejavnosti, skratka neke določene dejavnosti romske skupnosti, ki ni majhna. Predvsem pa je to možnost, da se nekje v prestolnici, v nekem kulturnem hramu, kot je knjižnica, predstavijo te dejavnosti in se seveda publiki pokaže, kaj Romi delamo, na kakšen način delamo, s kom sodelujemo in pravzaprav ne samo s kom sodelujemo, ampak tudi hočemo, da se ta dejavnost pozna, da jo tudi Ljubljančani poznajo in da seveda nekako pristopijo k temu razumevanju romske kulture. Če slišimo o Romi kakšno glasbo, ki ima kakšne poskočne ritme, nekaj takega, dobesedno, če lahko tako povem, če sedimo, nas vrže stolca. In kako se počutiš kot edini med samimi dekleti? Pa, dobro. Blažen med ženami. Kaj pomeni današnjega dogodka? Pomen današnjega dogodka je predvsem združenje oziroma predstavitev romskega življenja, načina, njihovih običajev, kajti to smo že po lanskem letu zaželeli oziroma imeli željo, da bi predstavili malo v širši obliki in srčno upamo, da je danes vse del bil prikazan. Praznujmo si skupaj, naj se sliši do neba, sami vsak, da smo ekipa Romica. Kaj bi radi dosegli vnaprej, katere cilje kot romska skupnost? Poglejte, vsekakor si želimo, da bi imeli čim manj problemov, da bi se romska problematika reševala sproti oziroma tudi z nekaterimi cilji, z nekaterimi finančnimi in pa programskimi vložki. Predvsem pa, da bi Romi imeli sami več razumevanja in pa spoznavanja, kako tudi občutek do reševanja te problematike. A pričakujete kaj konkretnega od nove vlade? No, gledajte, nikoli ne ocenjujem vlado kot zdajšnja, bivša, prihodnja, ampak slovensko državo in vlado ocenjujem kot nek kompleks, ki je naredila kar nekaj pozitivnih korakov za romsko skupnost, ne glede na to, katera opcija je vladala, ampak mislim, da so v Sloveniji bili zelo pozitivni koraki narejeni, konkretni koraki, in zato tudi način reševanja romske problematike dvignila na sam vrh Evropske unije.